V splošni bolnišnici Celje ne samo finančne težave, ampak tudi prostorska stiska in dolge čakalne dobe. Upravna enota Celje v teh dneh poziva vse lastnike stanovanjskih stavb, da pridejo po svoje gradivo. V Pečovju nad Štorami so pripravili pravo sankaško tekmovanje. Norveška, Francija, Hrvaška in Slovenija, polfinalisti rokometnega svetovnega prvenstva. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v informativni oddaji Dogodki dneva. V splošni bolnišnici Celje se v zadnjih dneh ne srečujejo samo s finančnimi težavami, pestita jih namreč tudi prostorska stiska in dolge čakalne dobe. Slednje so tudi ob pomoči države na številnih oddelkih sicer že uspeli nekoliko skrajšati. Vodstvo celjske bolnišnice rešitev prostorske stiske vidi v čim prejšnji izgradnji nove bolnišnične stavbe. Zgodba o novi bolnišnici ima v Celju že dolgo brado. Nadomestno novogradnjo so že pred 10 leti uvrstili med strateške razvojne programe Republike Slovenije, a do danes je ostalo samo pri dogovorih. Stanje je zlasti na internističnih oddelkih kritično. Internistični oddelki so zasedenosti tudi preko 100%. In v zadnjem letu se je situacija še poslabšala. Majhna motnja v sistemu, kot se imenuje gripa, ki je time limited, pa nam povzroča resne težave. Posledično so pacienti na hodnikih, posledično so pogoji za delo naših zaposlenih neustrezni. Začetek gradnje nove bolnišnične stavbe je sicer obljubljen za prihodnje leto. Kot pravijo v bolnišnici, je v trenutnih prostorih omejena varnost pacientov, slabši so pogoji za delo, napredek je skoraj nemogoč. Težave imamo z obvladovanjem bolnišničnih okužb. Če imaš ti v eni sobi do 8 pacientov, je velika težava, kako to lahko obvladujemo. Notri v sobah ni umivalnikov in pravzaprav izjemno težko je, da to še obvladujemo. Pacienti na hodnikih, tudi čakalne dobe se zaradi tega podaljšujejo. Več kot polovica bolnišničnih oddelkov je v starih prostorih, ki jih je tudi zaradi zmanjševanja sredstev za vzdrževanje težko ohranjati v sodobnem času primernem stanju. Povprečna dnevna zasedenost postelj je na oddelkih kardiologije, gastroenterologije, infektologije in nefrologije kar 96%. Kajti, ko potem beremo o potrebnih investicijah v Ljubljani, pa po drugih bolnišnicah, Celje je tukajle definitivno hudo podhranjeno. In malo predolgo že poslušamo razne obljube o nadomestni novogradnji. Vemo, če to začnemo graditi letos, da bo to trajalo nekaj let. Kako do takrat, je pa problem. Mi smo delno lani realizirali, ko smo napravili diabetični center, ker to je tudi prva izmed domen, ki bi se morala pokriti. Mi v nadaljevanju nismo kaj daleč naprej od tega, da rišemo načrt, ampak sredstev za financiranje obnov, investicijskega vzdrževanja nam zmanjkuje. Mi vodimo na eni strani razgovore z ministrstvom in pripravljamo koncept bolnišnične novogradnje, ta sicer teče, ampak ta realizacija vemo, da bo, če bo po sreči, se začne 2018 in potem v naslednjih letih. Mi smo pa pred dnevi bili v situaciji, ko nismo mogli nikamor več in še vedno smo v povprečju skoraj na 100% zasedenosti teh oddelkov. Z novogradnjo bi bolnišnica pridobila 20 tisoč kvadratnih metrov novih prostorov, vrednost naložbe pa je ocenjena na 80 do 100 milijonov evrov. Upravna enota Celje pa v teh dneh poziva lastnike stanovanjskih stavb, za katere so gradbena dovoljenja pridobili v letih 2004, 2005 in 2006, da prevzamejo oddane izvode gradbenih dovoljenj. Od 1. aprila dalje namreč bodo neprevzete dokumente poslali na uničenje. Na uničenje bodo dokumente poslali zato, ker je z letošnjim letom potekel uradni rok, v katerem mora upravna enota še hraniti posamezne izvode gradbene dokumentacije. Upravna enota Celje trenutno izloča gradiva letnikov 2004, 2005 in 2006. Gre za projektno dokumentacijo, ki so sestavni del gradbenih dovoljenj.
Stranke pozivamo v primeru, da dejansko to potrebujejo, da pridejo dvigniti, ker po tem preteku mi to lahko izločimo in tudi damo v uničenje. Rok za dvig te dokumentacije je 1. april letos 2017. Na naši internetni strani so tudi objavljene telefonske številke, kamor se stranke lahko obrnejo za dodatne informacije oziroma tudi za naročilo, da je že vse skupaj pripravljeno, preden pridejo, da ni treba čakati. Opozorim lahko tudi to, da nekateri imajo to še vedno doma, saj so dolžni imeti do konca objekta oziroma dokaj stavba, ki so jo tako dali graditi, stoji. V primeru prodaje je to fajn, da si bodoči lastnik nekega objekta to tudi pridobi od prejšnjega lastnika, ker je to neke vrste osebna izkaznica objekta. In kaj se bo z dokumenti zgodilo, če jih lastniki ne bodo prevzeli? Gre v razrez in v uničenje in ne obstaja več. Spisi sama gradbena dovoljenja so trajna. Ti obstajajo skozi, sama odločba torej ostane, medtem ko projektna dokumentacija pa ne več. Projektno dokumentacijo lahko lastniki prevzamejo vsak dan na vložišču Upravne enote Celje, vendar pa se morajo prej na prevzem predhodno naročiti. To lahko storijo osebno na upravni enoti ali pa preko telefona. Informacije najdete tudi na spletni strani Upravne enote Celje. V Pečovju nad Štorami pa so prejšnji konec tedna pripravili pravo sankaško tekmovanje. Po 3 letih, ko tekmovanja zaradi pomanjkanja snega niso uspeli pripraviti, so domačini letos ob zadostni količini snega uspeli urediti dobro sankaško progo. Ta bo za vse ljubitelje sankanja odprta tudi v naslednjih dneh. Takole živahno je bilo ob štartu sankaške proge, ki so jo v minulih dneh uredili člani športnega društva Rudar Pečovje. Kar niti ne čudi, saj v zadnjih letih vremenske razmere niso bile primerne za pripravo kvalitetne sankaške proge. Tradicionalno tekmovanje je tako znova privabilo veliko tekmovalcev. Včasih je bil tukaj rudnik in vse naše prireditve imajo značaj rudarstva. Tako se je tudi prvi predtekmovalec spustil v naši originalni rudarski opremi. To je v bistvu že zelo dolgo časa. Včasih je bilo to pravo sankaško tekmovanje, tekmovali so tako v rangu Slovenije, potem pa se je to opustilo, zdaj pač mi obujamo te stare spomine in prirejamo bolj tako rekreativno sankaško tekmovanje. Proga je čudovita, temperature so primerne času, torej skozi minus in res malo ledena proga. Tekmovalcev je pa cirka 31. Najmlajši udeleženec je bil star 9 let, najstarejša 64. Skozi sem tukaj, ne? Če le zdravje dopušča, sem skozi tule tekmovala, ker sem tule doma, ne? Pa moramo za naš društvo najmanj, ne? Kakšna je proga, kako je? Super, super. Sicer sem šla bolj tak počasa, ne? Ko boljše je skozi predati, kot pa polomljen, ne? Vsi tekmovalci so prišli dobro opremljeni in vsak s svojimi sanmi. Hočemo, da nas je čim več, ne? Da to tradicijo napredujemo naprej, samo edino, kar je, ko nas sneg muči, ni vedno. Tako da, kolikor ima snega zapade, se trudimo, da uredimo progo, pa da bi bilo to čim več sankanje, ne? Živahnemu vzdušju se je pridružil tudi štorski župan, sicer domačin in nekdaj tudi sam predsednik športnega društva Rudar. Proga je bila odlična, to pomeni, bila je trda, ni bila ledena. Škoda, da ni mogoče malo več snega, ker prvič se je zgodilo v bistvu, da imamo podlago zmrzeno. Moram reči, mislim, da je bilo 2krat tekma, 7. 8. marec, to pomeni, da je bila sneg samo na progi, v progi je bilo skoraj lahko rečem, da so rasle trobentice in tako da proga odlična, pelal sem odlično, to pomeni, da sem tistim med prvimi 5, ampak vedno, gremo na vse. Jaz upam, da bo ta proga služila še naslednji teden, pa upam, da bo zdržala tudi do počitnic, da imajo tudi otroci in vsi ostali nekaj od tega, ker res člani društva smo se trudili, lahko rečem, cel teden, da smo nekako progo spostavili in pripričan sem, da bo v dobrobit vseh, ne samo krajanov Pečovja, tudi Štor in cele občine, da malo se poskušajo peljati po tej progi. Kljub temu, da je šlo za tekmovanje, končni rezultat ni bil ključnega pomena. Najpomembnejše je bilo druženje in uživanje v snežnih radostih.
Norveška, Francija, Hrvaška in Slovenija so polfinalistke rokometnega svetovnega prvenstva v Franciji. Slovenija je namreč sinoči v četrtfinalnem srečanju z 32-30 premagala Katar in se drugič v svoji zgodovini uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Tekmec Slovenije v polfinalu pa bo reprezentanca Francije. To je bila ena vrhunska tekma naše izbrane vrste, na koncu pa tudi vrhunski dosežek, uvrstitev v veliko polfinale prvenstva. In kje je nekdani član reprezentance in pa član Celja Pivovarne Laško, Luka Žvižej, spremljal tekmo? Ja, tekmo sem si ogledal doma, lepo na kavču, kot tisti pravi kavčar, s tem, da pri nas doma se ne glede na to, kaj se dogaja, vedno navija in stojimo za temi fanti, ki tam igrajo. Uspeli mi nekaj, kar je uspel Sloveniji le enkrat in so na poti in zelo dobri poti, da v bistvu si ustvarijo tiste sanje, ki so jih imeli iz otroštva ali pa mogoče te sanje, ki so se potem nekako začele dogajati na samem prvenstvu, ker vemo, da cilj ni bil polfinale pred samim prvenstvom, ampak probati priti čim višje, ampak na konec koncev lahko pogledamo, smo zopet med 4 najboljšimi reprezentancami na svetu in to je velika stvar. Do medalje je potrebna le še ena zmaga, tako da jaz verjamem, da bo v četrtek, da bo naredili korak naprej in v bistvu zagotovili Sloveniji najboljšo uvrstitev do sedaj. Naši so vodili tudi že za 9 golov, na koncu zmagali za 2, veselje pa je bilo pričakovano nepopisno. Vedeli smo, da Katar zna biti zelo neugodna reprezentanca, konec koncev premagali so Nemce, ampak nekako mislim, da so se iztrošili v tej tekmi, tako da enostavno proti nam niso imeli že od samega začetka nobenih možnosti. Slovenija je tekmo vzela resno, oziroma tekmeca, na njih so se dobro pripravili, lahko smo tudi videli, da so se dobro pripravili tudi na Šarića in ga v bistvu dodobra prerešetali in s pametno igro v bistvu držali vse niti skozi celo tekmo. Na koncu, v zadnjih minutah, en padec v igri, ki pa ni bil odločilen in Slovenija je z veliko nogo stopila v polfinale. Zdaj je pred našo reprezentanco veliko polfinale, nasprotnik pa Francija, gostiteljica prvenstva. Polfinale stojiš pred ali pa si na pragu velikih vrat, vrata so nekako priprta, samo potrebno je znati stopiti skozi ta vrata. Nam enkrat to ni uspel. Zdaj, ko pogledam za nazaj, vidim, kje so bile tiste napake. Mislim, da smo takrat enostavno po zmagi nad Rusijo v četrtfinalu dosegli tisti svoj vrhunec in nekako bili tudi v želji v polfinalu premalo močni, nismo več bili tisti pravi, nekako pač enostavno izčrpali smo se. In tu pa lahko vidimo, da tudi po izjavah recimo Jureta Dolenca, ki je dejal, da bodo vse to, kar smo takrat v Španiji naredili, pač probali prenesti na te fante. V tej reprezentanci je bilo 6 takrat v polfinalu in tudi sami vejo, da še ni čas za takšno euforijo, kajti zelo malo manjka, da priješ res do tistega željenega cilja in jaz verjamem, da bodo fantje ta pravi. Res pa je, da igramo proti Franciji, proti ekipi, ki je osvojila vse praktično, kar se v rokometu na reprezentančni sceni da osvojiti. Igrajo doma, ampak polfinala oziroma svetovna prvenstva so taka, da se dogajajo tudi ne bom rekel čudeži, ampak nepričakovane tekme. Doma so ostale vse, ne vse, ampak močne reprezentance, olimpijski prvaki, evropski podprvaki.
še druge reprezentance, ki zmeraj mešajo štrene tistim najboljšim in vse je mogoče. Četrtek se bo odigral ta prvi polfinale in zakaj ne bi tudi domačine preigrali. Vidimo, da v zadnjih tekmah niso blesteli tako, kot smo mogoče pričakovali ali pa kot se od njih pričakuje. Res je, da zmagujejo, da bo tu polni Bersi, ampak mi smo znani po tem, da takrat, ko nobeden od nas ne pričakuje, mi znamo presenetiti. Če se malce pošalimo oziroma malce v šali, malce zares, svetovni prvaki še nismo bili. Kaj, če se to zgodi zdaj? Nismo še bili, tudi medalje nimamo, bili smo enkrat zelo blizu in zdaj je lepa priložnost. Dajte nam možnost, da do četrtka sanjamo o vseh možnih medaljah, konec koncev tudi bronasta medalja, mislim, da je pri nas zlata vredna, že sama uvrstitev v polfinale je nekaj, kar bo tem fantom dalo še dodaten zagon in pa, če ne druga, en spomin in pa tisto doživetje, ki ga doživiš in ta občutek, ko si med 4 najboljšimi na svetu, že sami vemo, če se malo pohecamo, pa si rečeš, da si že v bloku med prvimi 4, pa že to veliko šteje, kaj šele na svetu. Jutrišnji polfinalni obračun Francije in Slovenije se bo začel ob 20:45, drugo polfinale med Hrvaško in Norveško bo na sporedu v petek. Jutri bo vreme podobno kot danes. Vrh oblačnosti bo na nadmorski višini okoli 1400 metrov. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo zvečer slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -13 do -5, ob morju ter v Vipavski dolini malo nad ničlo. Najvišje dnevne od -4 do 0, na Primorskem do okoli 7 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem in v višjih legah precej jasno, burja bo dopoldne povsod ponehala. Drugod bo pretežno oblačno ali megleno, popoldne pa se bo marsikje postopno razjasnilo. V soboto se bo na jugozahodu ter ponekod v osrednjih krajih še pooblačilo. Drugod bo precej jasno, zjutraj in ponekod dopoldne pa bo po nižinah megla. Toliko o današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.